Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede grafov funkcij sinus, kosinus, tangens in grafov njihovih inverznih funkcij. Inverzne funkcije arc sinus, arc cosinus in arc tangens. Torej, mi smo že videli v tabeli nekatere vrednosti funkcij sinus, kosinus, tangens. Sedaj, tiste tabele lahko razširimo, naprimer tudi na drugi, tretji, četrti kvadrant, zmeraj, ne? In dobimo dosti vrednosti in lahko načrtamo graf. Torej, tukaj vsekakor je ta navada, da se dajo kote v radiane, zato da narišemo graf od sinusa, kosinusa, tangensa. Koti se dajo v radianih. In tudi opazimo eno stvar, da torej, v resnici graf se bo ponavljal neskončno krat, ker ko mi gremo od nič do 360 stopinj, imamo vse kote. Če potem gremo čez 360, naprimer 370 stopinj, tisti kot je isti kot 10 stopinj, torej vrednost kotne funkcije mora biti ista. Torej, ti grafi se ponavljajo v neskončnosti vsakih 360 stopinj, torej vsakih 2π radianov, naprimer od nič do 2π. Potem graf se ponavlja neskončno. Torej, oblika grafa sinusa in kosinusa je tisto, kar se imenuje sinusoida. Ja, torej, kot sem rekel, grafa od sinusa in kosinusa se ponavljata vsakih 360 stopinj, torej vsakih 2π radianov. Ja, nujno, tudi tangens se mora ponavljati vsakih 360 stopinj, to je res. Ampak, eden lahko pogleda, da se v resnici ponavlja še bolj pogostoma, vsakih 180 stopinj, eden lahko to ugotovi. Ta graf tangensa se ponavlja vsakih 180 stopinj, torej vsakih π radianov. Je neskončno takih vej. Imamo tudi, da se približuje te navpične črte, tukaj so asimptote. Asimptota je premica, kateri se krivulja približuje v neskončnosti. Torej imamo neskončno takih vej. Tukaj gre naprej v neskončnost na isti način. Tudi opazimo še eno stvar, da graf vrednosti sinusa in tudi kosinusa so zmeraj med -1 in 1. Ko zračunamo vrednosti, te so zmeraj omejene med -1 in 1 te vrednosti. Tangens pa ne, lahko je katerakoli vrednost. Sedaj, nas zanima dobiti grafe inverznih funkcij. Kako lahko razmišljamo? Torej, tukaj sem prerisal na prozorni papir te grafe, tukaj sinusa, kosinusa, tangensa. Kako dobimo inverzno funkcijo? S tem, da mi prav zamenjamo črki x in y, kot sem že enkrat pokazal. In to, kaj pomeni grafično? Pomeni, da mi zamenjamo os x in os y. Poj naredimo nekaj takšnega. Ta prej je bila os x, zdaj je y. Ta prej je bila os y, zdaj je os x. In torej vidimo, tukaj nastane problem, če mi vzamemo cel graf. Ker tukaj z eno vrednost od x-a imamo več vrednosti f od x. In to ne mora biti ni funkcija, ne? Ampak, kot sem že pravil, mi lahko funkcijo skrčimo tukaj, če mi gremo pogledat, bomo mogli skrčiti funkcijo sinus od -π polovic do π polovic. Če jo skrčimo tako, funkcija postane bijektivna in lahko dobimo inverzno. Ta del, ki se narisal tukaj v rdeče, pomislimo, če mi naredimo tako, vzamemo ta del v rdeče, ki je ta, tukaj ni tistega problema. Za en x imamo samo en f od x. Torej, če mi skrčimo to, skrčimo definicijski interval od funkcije in lahko dobimo tukaj funkcijo arc sinus. Arc sinus nima en neskončen graf, je končen, je samo ta kos. Samo to je arc sinus, ne? Podobno razmišljanje za kosinus. Če mi naredimo tako, tukaj potem je treba paziti, da za en x nimamo več različnih vrednosti f od x. Če pa skrčimo od tukaj do sem, nimamo tega problema. Tako, in ta je prav ta kos, ki je tukaj v rdečem. Graf arc cosinus je samo ta del, ni neskončna krivulja, samo ta. Za tangens, če naredimo isto razmišljanje, tukaj obrnem tako, vidim, da če vzamem več takih vej, ker je neskončno takih vej, tukaj z en x bi imel več vrednosti f od x, ampak to ne mora biti. Deluje pa vse, če vzamem eno samo vejo, to. Ja, mislim, ta je ta po konvenciji, ne? In torej, vzamem samo to vejo tukaj, in tako. In imam graf od arc tangens. Graf od arc tangens pa je
neskončno dolgo. Ta je končen, ta graf je neskončen, se lahko definira za vsa realna števila arctangens. Ja, in to grafično, recimo, ta grafična metoda deluje za katerokoli funkcijo, da pogledamo, kakšen je graf inverzne funkcije in če sploh lahko uspemo dobiti inverzno funkcijo. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.